Postavitev več objektov je nadaljevanje v sklopu oziroma v nekem celem nizu izgradnje te serije, ki se v celoti imenuje Objekti. Začela se je 2010, prva postavitev v Ljubljani in potem nadaljevala v Mariboru, Trbovljah, v nekem manjšem obsegu tudi v raznih skupinskih postavitvah in zdaj je kot samostojna predstavitev tukaj v neki zrelejši fazi. Kaj to pomeni? Pomeni, da so se objekti, ki sem jih na začetku dosti naključno kombiniral v neke zelo heterogene celote, so se zdaj razplastili v posamezna poglavja. In ta poglavja tukaj nekako odpiram v nekih manjših obsegih, ker materiala je dosti več, kot je tukaj razstavljenega. Tako da pokažem nek vstop v to, kaj pomenijo poglavja znotraj mojega pojmovanja objektov in objektnosti v polju fotografije. In sicer ne gre samo za preprost pogled na objekt kot nek predmet fotografiranja ali pa objekt kot rezultat fotografiranja, ampak gre predvsem za objekt kot neko razmerje, ki se vzpostavi skozi delovanje in skozi pojmovanje fotografije in mojega dela v nekem širšem kontekstu, ne samo fotografskega. Zaradi tega tukaj v tej postavitvi tudi vključujem določene elemente ali pa določene dimenzije tega dela, namreč recimo temu ustvarjalnega dela ali pa ustvarjalnega procesa, ki ga pustim takega, kakršen je v najbolj grobi obliki. Zaradi tega potem marsikaj deluje, kot da še ni postavljeno ali pa da se že pospravlja ali pa da so neke smeti ostale zelo naključno. Tukaj pa je v bistvu to nek kontingentni element, ki ga ohranim v sami postavitvi razstave kot enakovreden element tistemu, ki ga prinesem jaz sam v galerijo. Če se osredotočim na posamezna poglavja, ki so tukaj predstavljena, je na eni strani neka serija velikih črno-belih povečav, po klasičnem postopku narejenih v temnici, in te povečave prikazujejo poglavje, ki sem ga naslovil Okolje oziroma Umwelt, in sicer gre za neke poglede na bivanjsko okolje naše vsakodnevno, torej neke stavbe, neke avtomobile, torej tiste premičnine in nepremičnine, lahko temu tako rečem. Večinoma brez nekih človeških figur, razen v kakšnih izjemnih primerih, kar se mi zdi tudi v redu, da nekako to lahko doda, začini, niso pa posebej prisotne v teh fotografijah. Potem se to poglavje zaključi tam v kotu, kjer je dosti v temo postavljen triptih, ki sem ga prav v tej konkretni postavitvi postavil tja noter kot dve fotografiji, ki lebdita tako rekoč v prostoru. In na ta način tudi izpostavljata to neko možnost sprehoda okoli podobe, ne samo, da si soočen s podobo na eni strani kot površino, ampak ima to neko objektno vrednost, ki je seveda tudi pomembna pri celotni postavitvi.
In potem v teh servisnih prostorih, tako rekoč umeščen v nek zelo naravni kontekst, fotografija ali pa slika ali pa nek okvirjen artefakt postavljen not kot nekaj, kar se ponavadi ne umesti kot del razstave, ker so to servisni prostori, tukaj razstava se nadaljuje ali pa se umika v te prostore. Jaz temu bolj rečem, da se umakne. Umakne zato, ker vidim tukaj priložnost, da je fotografija hkrati v galeriji in ne več v galeriji, že vstopa v nek kontekst. In ta kontekst me je v tem konkretnem primeru zanimal. Tukaj za mano je en del, ki mu rečem konstrukcije. To je precej pomembno poglavje, v katerem se ukvarjam z ustvarjanimi objekti. Torej, če so bili prej v okolju najdeni objekti, objekti, s katerimi se soočim, so tukaj objekti, ki jih ustvarim, z njimi eksperimentiram, večinoma na nivoju neke skice. To niso neke skulpture ali kipi, ki bi imeli samostojno vrednost, ampak je večja vrednost v tem, da jaz poskusim, naredim in ko pridem do nekega rezultata, ki ga ocenim za relevantnega, opustim konstruiranje v prostoru in fotografiranje in testiranje samih objektov. Včasih so te konstrukcije narejene izključno fotografsko, včasih s svetlobo, včasih s kakšnimi akterji, včasih pa z nekimi materiali, kot so papir, les in podobno. Torej, gre za neke intervencije najdenega materiala v nek naključni prostor. Na levi strani je pa nek zelo pomembno poglavje, ki se je odprlo v preteklih 2 letih, oziroma leto in pol. To je pa nadomestni objekt, ki se mu skušam približati, pa na nek način ne uspem priti blizu, dovolj blizu. Tukaj je 6 fotografij skoraj identičnega prizora nekega kota v čitalnici, kjer študiram, berem in zelo pogosto buščim v ta kot, ko dvignem pogled iz knjige. In sem skušal pač ta kot, ta vogal fotografirati in na nek način se je zdela zadeva precej enostavna, dokler nisem gotovo, da s tehniko in načinom, ki sem ga skušal pri tem, skozi katerega sem hotel to fotografirati, sem gotovo, da je nemogoče. Namreč šlo je za 4 poskuse, zaporedne, in vsakič je šlo nekaj narobe. In te napake oziroma te neuspehi so se samo dodajali in na koncu smo ugotovili skupaj z kolegi, asistenti, da enostavno zadeva ni izvedljiva v takem kontekstu, ukolikor ne bi dejansko celotnega bohištva tiste čitalnice izrezali ven in jo prenesli v nek studijski kontekst. Tam bi se dalo to izvesti, tako kot sem si zamislil. In to na nek način ustvarjalno frustracijo ali pa to ambicijo, da bi to izvedel, pa nisem uspel, sem potem preobrnil okrog na ta način, zakaj pa ne bi pokazal vseh korakov ali pa saj nekaj korakov, vsega skupaj mislim, da je 14 teh fotografij. To je velik format, 80 inčev oziroma 4-5 inčev diapozitivi, tukaj so poskenirani in natisnjeni na fotopapir. In sem rekel, da bom enostavno pokazal nekaj primerov neuspešnih poskusov fotografiranja tega prizora, pri čemer na prvi pogled ni nič narobe s posamičnim, samo v poglobljeni študiji vidimo, da pride do nekih odstopanj, napak, ki jih ponavadi bi človek zavrgel in šel naprej delati, da bi prišel do tiste neke optimalne, tehnično dovršene fotografije.
kar se mi zdi v redu, ker ravno te napake na nek način razumem kot tiste kontingentne elemente, ki vstopajo v moje delo in ki ne nazadnje ga naredijo na nek način avtentičnega oziroma avtentično naredijo predvsem moje reakcije na te kontingentne elemente, na tiste nepredvidljive. Na eni strani tista želja, ambicija, kako ustvariti posamezno fotografijo, nek sklop ali pa celotno serijo, ta je precej kompleksna. Na drugi strani so pa tiste stvari, ki jih enostavno ne predvidiš in kako te nepredvidljivosti bistveno krojijo celoto, se mi zdi zelo pomembno in na nek način ravno skozi to dimenzijo jaz komuniciram z mojim lastnim delom in to se mi zdi v bistvu ključno, da se lahko postavim pred stvari, ki jih razstavljam, enako kot naključni obiskovalec galerije in se jim čudim. In skušam to distanco ohranjati, ker mislim, da so te fotografije res nastale bolj iz nekega mojega impulza, da bi nekaj naredil in so se zgradile popolnoma v drugo smer ali pa v veliko primerih v drugačne smeri, kot sem si jih zamislil, pa se mi zdi to popolnoma relevantno. Peljati naprej in jim slediti in slediti nekim realnosti, ki se odvija zelo pogosto ali pa večinoma mimo moje volje.